Igramo to evropsko sezono korektno do konca in pa da jo končamo z zmago pred domačim občinstvom. Zdaj, koliko nam bo to uspelo, je vprašanje. Imamo velike probleme z poškodbami. Zadnje 2 dni na treningu samo 8 igralcev, vsi ostali so pod posebnim tretmanom, tako da težko sestaviti. Sploh v bistvu bo tam morala na klopi sedeti 2 igralca, ki sta poškodovana, ki ne morata mogla stopiti v igro. Kjer pa so? V bistvu ima Marinović in pa težave z stopalom. Doktor me priporočil počitek vsaj 5 dni, popolni. Potem Hristo Nikolov ima zopet probleme s tetivo, ljubo injekcijo. Po tej injekciji mora počivati 2 dni. Karnačević še kar poškodba gležnja. Doktor mu že takrat rekel 7 dni in tega se drži. Se bo držal največ tudi do konca. Zdaj 3. Dino Murić bo igral. Dino Murić je samo, če ima predčasno največ na tretman s kolenom. Tako da, se pravim, tudi Brodnik ni še popolnoma zdrav. Rupnik, dobro. Rupnik zdaj saj trenira, imaš nekaj kilometrine, jutri bo igral. Mislim, da jutri tudi priložnost za te igralce, ki so rekonvalescenti, ki so mogoče zadnje čase malo manj igrali, da dobijo večjo priložnost in da pokažejo svoje znanje. Koliko je ta odhod? V bistvu, se pravim, zdaj, če se otočimo na Dijon, ekipa je ista, kot je bila. Dobra ekipa, ne, čeprav vsi podcenjujejo, še vedno so na 4. mestu francoskega prvenstva, brez kakšnikoli menjav v rosterju. Tako da igramo doma, fanti bodo lahko pač igrali sproščeno, več ni nobenega pritiska. Radi pa še enkrat podavim, pač igrali lepo košarko, da zmagamo. Koliko je tebi težko zaradi odhoda Saline? No, v bistvu moram povedati, da vsak igralec, ki tako odide, ni dobro. Vsak igralec se v Olimpiji pozna. Smo v času, ko vsi klubi nekako iščejo še dodatne okrepitve, da bi čim bolje končali to sezono. Pri nas pa igralci pač odhajajo, to ni dobro. Ampak jaz kot trener tu ne morem nič. S tisti, ki ostanejo, je treba posvetiti še večjo pozornost in upam, da je to pač letos zadnji odhod. Koliko težko je to zaradi tega, ker pač sanacija v prvem planu, da potem moraš se zaradi ciljev, ker ste se jih zastavili, ne glede na to, da pa igralci? Dobro, težko, ne težko, ne. Vsi smo vedeli, v kaj se spuščamo. Vemo pač, da je vsak evro izredno važen, da se enkrat ta Olimpija sanira in da bo lahko v prihodnosti pač tisti, ki bodo tu delali normalno in lahko spet postavili realne, ambiciozne cilje. A so mislili, da oni že bolj proti budućnosti vsem? Dobro, v bistvu najbolj si želim, da bi v četrtek po tekmi z Dijonom ne bi bil nekaj dodatnih poškodb in da bi v četrtek lahko začeli kompletno normalno delati. Dobro, edino to, da imamo en dan več v pripravi, kajti tekma je šele v nedeljo, kajti ta tekma budućnosti za nas sigurno dosti bolj važna kot pa ta Dijon. Te, ki bojo na klopi, bojo potem že aktivni na treningu? Se pravim, zdaj po tej injekciji mislim, da bojo petek, najkasneje v petek zjutraj vsi kompletno na treningu. In da bi vsaj opravili 4 skupne treninge, 2 v petek, 2 v soboto. Kajti tudi, če igralec prije samo direktno iz bolniške na igrišče, tudi ni pripravljen za igro. Bo pa še napet v Ligi ABA, ker vas je dosti nakupov. Dobro, po tem porazu zdaj se določene stvari spremenile, vendar nikako še ni konec. Konca je še 5 kol.
Mi moramo, čeprav to stalno govorimo, ampak se pravim, najmanj te tekme še dobiti res, da nekako zadovoljimo svoje tiste cilje in ambicije. Kaj bo to prineslo, bomo videli. Tudi drugi so vsi, vsak ima svoje računice, vsak pač na koncu grebe do konca in tudi mi bomo poskušali pač do konca ne popuščati.